Dober dan, to je N1 studio. Kakšno bo evidentiranje delovnega časa po novem? Kdo se bo moral štempljati in kdo ne? Zaradi goljufanja delavcev, kot v primeru Marinblu, je vlada sprejela nov zakon, a iz opozicije prihajajo opozorila, da prinaša dodatno birokracijo. Da bodo morali po novem študenti, espeji, kmetje in tisti na avtorskih in drugih pogodbah beležiti vsak svoj premik, odhod in prihod z dela, odhod na malico in tako naprej. Dober dan, spoštovana gosta, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Dan Juvan, pozdravljeni. In poslanec Nove Slovenije, Aleksander Reberšek, lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav tudi vam. Če začneva midva, gospod državni sekretar, ta novi zakon ste v bistvu podedovali od prejšnjih vlad in ga po odmevnih razkritjih o ravnanju z delavci dokončali, ga uskladili na ekonomsko-socialnem svetu in poslali v državni zbor, kjer je zdaj v postopku. Katere so torej te bistvene novosti za podjetja in za zaposlene, ki jih ta zakon prinaša? V resnici je bistvena novost ta, da bojo mogli delodajalci oziroma delavci evidentirati svoj čas prihoda v smislu prišel sem zjutraj, šel sem popoldne, imel sem toliko in toliko časa za malico. To je tista bistvena sprememba, s katero hočemo doseči, da se bojo določbe o pravicah delavcev, predvsem v zvezi s počitkom, tudi spoštovale v praksi. In veliko razprav je bilo okrog tega zakona in moram reči, da je veliko enega viharja v kozarcu vode. Obvezanci za vodenje evidenc ostajajo popolnoma enaki. Celo v primeru kmetov in samozaposlenih se definicija v resnici oža. Ni v zakonu napisano, kateri točno delavci se morajo evidentirati. Evidentirati se morajo tisti, ki so osebno vključeni v organiziran proces delodajalca, torej pri tistih delavcih, kjer so elementi delovnega razmerja, tisti se morajo evidentirati tako, kot to velja do sedaj in prav tako na dnevni ravni, kot to velja do sedaj. Ampak vi ste v bistvu želeli, da bi povsod v vseh podjetjih to bilo, pa ste potem skozi pogajanja na koncu pristali na ministrstvu na to, da v bistvu samo tista podjetja, ki so imela kakšne kršitve, ki imajo težave in tako naprej. Kdo torej zdaj ja in kdo ne? To, kar trdite, res. Tudi prejšnja vlada in tudi mi na začetku smo imeli zelo ambiciozno idejo, da bi se mogli evidentirati na podlagi elektronskega evidentiranja centralno, za vse enako, da bi inšpektorat vedno lahko pogledal v evidenco, če so sume kršitev in da tudi bi država imela neko analitično orodje, s katero bi lahko ugotavljala, koliko Slovenci delamo, koliko nadur naredimo in koliko je dejansko kršitev na teh primerih. Kdo se mora evidentirati? Tako kot sedaj. Če si v delovnem razmerju pri delodajalcu, moraš zbeležiti svoj delovni čas. Tako je bilo in tako ostaja. Vsi v delovnem razmerju. Bomo šli tu še potem naprej, ampak najprej, gospod Reberšek, vi pravite, potrebno bi bilo kaznovati tiste, ki zakone kršijo, vlada pa sedaj kaznuje vse. Zakon ste celo poimenovali zaradi nesposobnosti Luke Mesca kazen za vse, ne le za peščico. Zakaj tako pravite? Poglejte, jaz bi res v samem začetku povedal, da obstro obsojam, kar se je dogajalo v podjetju Marinblu in pa Selea. Tisto, kar se je dogajalo tam, je skoraj neverjetno. 40-urni in več delovnik, mobbing, nočni klici, neizplačilo celo plač, izživljanje nad delavci in to se resnično ne sme dogajati. Ne gre samo za kršitve delovnopravne zakonodaje, ampak tudi nekih osnovnih življenjskih norm. In tisto, kar se je tam dol dogajalo, ostro obsojam. Povem pa iskreno in pošteno, da se mi zakon ne zdi primeren zaradi tega, ker mi zaradi peščice podjetij, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, kaznujemo praktično vsa podjetja. Mi moramo se zavedati, da imamo v naši državi 99% podjetij, ki dobro, pošteno delajo in zaradi peščice teh podjetij, ki kršijo to delovnopravno zakonodajo, kršimo vse. Zato sem tudi povedal na samem odboru, da zaradi nesposobnosti Luka Mesca zdaj kaznujemo čisto vsa podjetja in to se mi ne zdi prav. Mi bi morali večji fokus uložiti tja, da bi tista podjetja, ki kršijo to zakonodajo, da bi njih kaznovali, ne pa da obremenjujemo s tem komplet gospodarstvo. Treba se je zavedati, da bo nastalo nekje 3 milijone evrov stroškov na letni ravni za gospodarstvo. Kako ste prišli do te številke? To je vladni izračun, ki smo ga prejeli v gradivu. Gospod Juvan, kaj pravite na to? To bi bilo, vkolikor bi bilo elektronsko evidentiranje obvezno, vkolikor bi mogli tisti delodajalci, ki ne uporabljajo aplikacij za elektronsko vodenje evidenc, te evidence dokupiti. Mi smo zdaj zreducirali ta predlog v sodelovanju s socialnimi partnerji in s konsenzom, da je elektronsko evidentiranje obvezno samo za kršitelje zakonodaje in za tiste, kjer delavci prosijo svojega delodajalca, pa ta pristane na to, da elektronsko vodi evidence. In tudi v tem primeru naše ministrstvo načrtuje, da bomo poskušali na državni ravni vzpostaviti aplikacijo, ki bo potem dosegljiva za vse. Kdaj pa bi to lahko začela delovati, taka aplikacija? Tukaj smo še v pogovori, kako bi ta aplikacija lahko izgledala, kdo bi jo zagotavljal in tako naprej, tako da teh podatkov oziroma informacij trenutno ne bom razkrivil. Bi pa rekel to, s tem zakonom nobenega ne kaznujemo.
Mi imamo koncept delovnega časa, je omejen na 40 ur. Vsi, ki delamo, se naše delo meri v urah. 40-urni delovnik poznamo in v sklopu tega, v tem istem konceptu, so seveda evidence pomembne. Če ste vi na uro plačani, je fajn, da veste, koliko ste delali. In že zdaj poznamo koncept, kjer morajo delavci in delodajalci po zakonu beležiti dnevno, da je nekdo 8 ur delal. Vse, kar se spreminja v tem primeru, je, da se določa, da se mora zabeležiti, kdaj si prišel na delo in kdaj si šel iz dela, da moraš napisati, kdaj si imel malico, in pa bolje določamo, kje se hranijo evidence, kdaj morajo biti na voljo delavcu, kdaj morajo biti na voljo in na kakšen način inšpekciji za delo. Kaj pravite? Jaz sem človek, ki veliko časa preživim na terenu, veliko časa se pogovarjam z ljudmi, veliko časa se pogovarjam tudi s podjetniki. Zdaj v Levici, v vladi so pripravili zakon, ki bo obremenil vsa podjetja, za delavca pa praktično ne bo nobene koristi. Včasih bi bilo fajn, če pogledamo na terenu, kaj se dogaja, in ko potegnemo črto, tisti, ki so do zdaj kršili delovnopravno zakonodajo, verjemite mi, da jo bojo kršili tudi naprej, čeprav je to nedopustno. Evidence bojo seveda štimale, bojo tipi-topi, tako kot so bile do sedaj, podatki se bojo prilagajali, to verjemite, vse bo štimalo, ljudje pa bojo še vedno delali, ko delajo. Saj namreč razumete, da imamo mi neke sektorje v naši državi, gradbeništvo, gostinstvo, storitvena dejavnost, ker mnogo primanjkuje delavcev in to delo nekdo mora opraviti, kar pomeni, da ti ljudje veliko več delajo, kot je to dovoljeno, in s tem zakonom, ki ste ga predlagali v Levici, mi teh težav ne rešujemo. Kaj pravite na to, da teh težav ta zakon ne rešuje? Mi rešujemo težavo verodostojnosti evidence. Rekli ste prav, gradbišča, na primer. Inšpektor pride na gradbišče in vidi zavedeno, da je delavec 8 ur. Evidence so v skladu z zakonom. Od teh evidenc inšpektor ne more razumeti, a je delal 8 ur popoldne, a jih je delal dopoldne, a je počival čez noč 11 ur. Te evidence s tem zakonom postajajo bolj verodostojne, bolje odražajo dejansko stanje. Tudi kar se fleksibilnosti dela tiče. Delodajalec lahko delovni proces organizira kot želi, vendar morajo evidence temu slediti. Torej, evidence na nobenem primeru ne omejujejo fleksibilnosti, če boste delali od doma, se boste lahko napisali, da ste delali od doma od kdaj do kdaj. Tako da ni nobena velika obremenitev birokratska v smislu, da gremo od 8 ur do 7 do 3. To ni velika obremenitev, hkrati je bila naša ideja in tudi vaša ideja, v resnici vaša vlada je vodila pogajalski proces. Ko smo prišli na ministrstvo, smo dobili usklajene rešitve, takšne kot so danes v zakonu. Edina stvar, ki je naš minister zapiral z delodajalci, je bila obveznost elektronskega vodenja. Kaj pa je v evidencah, kaj je vsebina evidenc, pa je bilo usklajeno že za časa vaše vlade. Mi smo ta zakon podedovali, se z njim strinjali, ker je ta zakon v resnici nastal institucionalno. Inšpektorat Republike Slovenije za delo že 15 let opozarja, da so te evidence neverodostojne, zato smo šli v pogajanja že 2019 v tej državi in so se socialni partnerji z žegnom ministrstva, tudi vašega, dogovorili, kakšne bojo nove evidence, kakšne so nove obveznosti delavcev in delodajalcev v teh primerih. Edino, kar je ostalo odprto, so bile obvezne elektronske evidence, kar je pa naš minister potem dosegel konsens, da je to obvezno samo za kršitelje in za tiste, kjer delodajalci in delavci to skupaj zahtevajo. V prejšnji vladi je to ministrstvo vodil prav vaš zdajšnji vodja poslanske skupine, gospod Cigler Kralj, a pa vas to, gospod Reberšek, ne prepriča, da je zakon očitno usklajen tudi s socialnimi partnerji? Glejte, zadnjo piko pri tem zakonu je naredila stranka Levica. Kokarkoli obračate besede, zadnjo piko ste naredili vi. Zdaj, ne vem, s kakim podatkom vi razpolagate. Jaz imam podatek, da je Ekonomsko-socialni svet, morate vedeti, da so sindikati 14. maja 2021 izstopili iz SSA-ja. Ne vem, koliko je lahko dal potem soglasje. Dejstvo pa je, da je ta pogajalska skupina oziroma SSS sprejel 2 sklepa. En je bil seznanitveni, drugi sklep pa je bil, da bodo delodajalci vključeni v nadaljne podzakonske akte. Še enkrat, vi ste vi ste naredili zadnjo piko temu zakonu. Jaz sem že na odboru za delo sam povedal, vkolikor bi jaz imel škarje pa platno v rokah, definitivno ne bi obremenjeval vseh podjetij, ampak bi se lotil striktno tistih podjetij, ki kršijo delovnopravno zakonodajo. Poglejte, samo za primerjavo. Se pravi, da je zdaj tako? Goran Lukić je sam povedal v enem izmed intervjujev, kaj se bo dogajalo.
nekdo se bo šel štempljati 5 do 4 oziroma 5 do 5, odvisen kdaj je začel delati, potem bo šel nazaj delati. Povečati bi morali nadzor. Ne vem, če se zavedate, ampak v naši državi imamo 220.000 plus poslovnih subjektov, imamo pa manj kot 60 inšpektorjev, 53 inšpektorjev na področju delovne zakonodaje. Preprost matematični izračun lepo pove, da en inšpektor pokriva 3700 plus poslovnih subjektov. Povečati bi morali inšpektorje, ki bi sankcionirali kršitelje. Ni denarja. Ne vem, koliko ste jih zaposlili v 9 mesecih. Po mojih podatkih niste zaposlili nikoga. Znali ste pa ustanoviti 3 dodatna ministrstva in zaposliti svoj lojalen kader. Se pravi, nekje je interes, nekje ga pa ni. Povečati nadzor. In to je povedal tudi Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Zdaj, tu bi jaz samo še dodal, da je gospod Lukić na odboru, ko se je potrjevalo to besedilo, prvič dejal, iz inšpektorskih vrst je mogoče slišati, da se zaradi kršenja pravil z področja evidenc oglobljeni delodajalci obračajo na sodišča, ki jim 80 do 90% primerov namesto globe izrečejo največ opomin. In v tej luči v bistvu on ne pričakuje zmanjšanja kršitev. Vi pričakujete vendarle, kljub temu, kar pravi gospod Lukić, to zmanjšanje, gospod Juvan? Teme, ki jih odpirata, so seveda bistveno širše od tega zakona. In seveda se lahko jaz in z vami strinjam glede inšpektorata in glede kadrovske podhranjenosti, kot se seveda tudi z Goranom Lukićem z Delavske svetovalnice strinjam, ko opisuje, kakšne so razmere na trgu dela. Ta zakon bo do določene mere pomagal, da bojo inšpektori na terenu dobili bolj verodostojne evidence. To, kar so si želeli že 15 let. To je samo en kamenček v mozaiku, da se lahko lažje zagotavlja pravice povezane z delovnim časom, ki so pravice vseh delavcev v delovnem razmerju. Zelo enostavno. Gre za precej tehničen zakon, za nekaj več vsebinami v evidencah, ki je bil usklajen tudi z delodajalci. Torej, delodajalci so z našim ministrom šli na tiskovno konferenco, so rekli, usklajeno je, tako da zdaj ne razumem točno, koga vi zagovarjate, če se ljudje, ki bodo to izvajali, strinjajo, tako na delavski kot na delodajalski strani. Kot sem rekel na začetku, zdi se mi nek vihar v kozarcu vode in izguba časa se prerekamo, ko pa je ta zakon v razpravi strokovni že od leta 2019. Vihar v kozarcu vode? Ne gre za vihar v kozarcu vode, hočemo biti bolj papeški od papeža. Lejte, zakaj ne pozamemo dobre prakse, recimo iz tujine? Kako imajo to recimo urejeno v Estoniji? Pa me dobro poslušajte, vam bom povedal do konca, me poslušajte. Recimo Estonija ima samo eno pravilo. Delodajalec in zaposlen se usedeta, se dogovorita o delovnem času, o odmoru in potem delodajalec vodi evidence. In drugih pravil tukaj ni. Vse gradimo na zaupanju. Naša družba mora graditi na zaupanje. Podjetje, odnos direktor, delavec, moramo to graditi na zaupanju. Poglejte, samo za primerjavo, ker sem zdaj glih Estonijo omenil in to se mi zdi ključnega pomena tudi pri tem zakonu, ki ga vi zdaj sprejemate. Od osamosvojitve dalje do danes je Slovenija počrpala 18,4 milijarde tujih naložb, medtem je bila Estonija bistveno bolj uspešna, 30 milijard. Ampak kaj je ključno zdaj pri tem, kar želim povedati? Kaj pa rečejo ti tuji investitorji, ki želijo pri nas investirati? Da si želijo predvidljivo davčno okolje, kar je daleč od tega, da bi imeli predvidljivo davčno okolje. Mi smo zakonom o dohodnini vsem zaposlenim v javnem sektorju gospodarstvu povečali plače, je prišla ta vlada Roberta Goloba in je ta zakon o dohodnini ukinila. Se pravi, plače in standard naših državljanov ne bojo naraščale. In ključno, kaj povejo tuji investitorji, da si želijo čim manj zbirokratizirano okolje. In kaj mi delamo s tem, ko sprejemamo takšno zakonodajo, samo še bolj zbirokratizirano našo zakonodajo. Tisto, kar je ključno in kar želim poudariti, kaznujemo vse namesto, da bi kaznovali kršitelje. Kršiteljev bi se mogli lotiti. Ali ta zakon, ampak bom najprej vprašal, ali ta zakonski predlog prinaša kakršnokoli obliko debirokratizacije, da bi se kakšni postopki, ne vem, skrajšali, poenostavili in ali ga bo morda zdaj v koaliciji v parlamentu še karkoli spreminjala ali bo šel zdaj do konca pač to pot, kot je zdaj trenutno? Bom prvo na vaše vprašanje odgovoril. Glede na to, da je bil predlog usklajen med socialnimi partnerji in da glede njega vlada soglasje, ne pričakujem, da bo koalicija posegala enostransko z amandmaji v to soglasje. Kar se tiče birokracije, živimo v 21. stoletju. Aplikacije elektronske lahko bistveno olajšajo naše delo. Tako da ne rabimo pisati na papir teh ur. Jaz vidim 1001 rešitev, kako lahko ta zadeva deluje zelo lepo, zelo utečeno in ne vidim nobenega problema v resnici. Sploh pa ne zato, ker se vsebina tega zakona sploh ne razšira v tako veliki meri, kot to trdite. Že danes velja obveza dnevnega evidentiranja in ta dnevna obveza, dnevno štempljanje, če želite, še naprej velja. Bi se pa rad odzval zelo na hitro. Osnova vse delovnopravne stroke je podrejen položaj delavca.
Prepuščanje delodajalcev in delavcev, da se vsem svobodno dogovorita, pomeni erozijo delavskih pravic. Cel ZDR, zakon o delovnih razmerjih, je osnovan na načelu, da je delavec šibkejša stranka, zato ga zakon ščiti. In to je v bistvu vzrok za celotno regulacijo delavskih pravic. In tukaj ne morem pristati na to stališče, pustimo, da se delodajalci in delavci izmenijo. To smo videli, kako je izgledalo na začetku 20. stoletja. Lete, ena stvar je tudi zelo pomembna, in jo je vredno izpostaviti. Veliko se govori, da nekateri poklici, nekateri ljudje zaposleni pri nas delajo 300 ur in več. Zakaj se to dogaja? Recimo gradbeništvo, gostinstvo bi se lahko strinjala, da je to res. Ne? Ampak poglejte, ko smo mi pripeljali v Državni zbor zakon o urejanju trga dela, je bila stranka Levica a priori proti. Kaj pa je ta zakon prinesel? Poglejte, mi imamo na denarni socialni pomoči nekje 50 000 prejemnikov denarne socialne pomoči, od tega se ocenjuje, da je 20 000 ljudi zdravih, mladih, sposobnih za delo, ki bi lahko šli delati in razbremenili vse te ljudi, ki delajo po 300 ur in več. In veste, kaj se je zgodilo? Levica je bila prva, ki je nasprotovala temu zakonu, temu našemu predlogu. In tukaj bi mogli najprej začeti reševati stvari, ne pa z nekimi birokratskimi nesmisli, od katerega, spet se ponavljam, zaposleni ne bodo imeli nič. Tisti, ki so do zdaj kršili delovnopravno zakonodajo, jo bojo kršili tudi naprej. Kaznujemo pa tiste, ki so že zdaj imeli vse urejeno. Če lahko na kratko odgovorite, pa gremo potem na to. Mislim, ta tematika v zvezi z brezposelnimi nima nobenega opravka s tem zakonom, to je prvo. Drugo pa, tisti predlog ni upošteval dejstva, da so dolgotrajno brezposelne osebe in osebe, ki se težko vključijo v trg dela, da imajo kompleksne težave in da rabijo predvsem storitve. In tem ljudem ne bomo pomagali tako, da jih vržemo iz zavoda, tem ljudem ne bomo pomagali tako, da jim odrežemo 400 evrov prejemka, tem ljudem bomo pomagali tako, da ukrepimo socialno delo v smislu storitev, vključevanja v družbo, da se najdejo pri individualnih pogovorih, kaj te ljudje rabijo, kaj je tisto, kar jih ne motivira, kako jim pomagati na način, da se bodo dolgoročno ne samo v trg dela, ampak v družbo vključili in se sami sebi čutili kot produktivni del te družbe. To je cilj socialnega dela in to je stvar, ki jo mora socialno delo naslavljati. To, da se ljudi vrže iz zavoda in se jim s tem odreže vse pravice, to ni bila pot in zato smo temu zakonu nasprotovali. Se vi imate kar veliko zgrešenih poti, ravno danes vas je Nika Kovač, bom rekel, vaša zelo velika podpornica na Radio Slovenija javno oblatila, ker je pač javno povedala, ne, da do zdaj, recimo, da vlečete nekatere napačne poteze. Recimo, sama je povedala, da prejšnja vlada je poskrbela za upokojence z dodatki, recimo ta vlada ni na tem področju storila še nič. Nekako vam stvari uhajajo iz rok in tudi zakon o evidencah vam uhaja iz rok. Še enkrat kaznujete tiste, ki dobro delajo, namesto da bi se z vsemi topovi lotili tistih podjetij, kot je recimo Marinblu in pa Selea, ki so kršili delovno pravno zakonodajo. Zakon o evidencah je primer dobre prakse, kjer je pač Levica na ministrstvu dokončala neko zgodbo, ki je bila potrebna in tukaj sem jaz ponosen, da smo mi to zgodbo prepeljali do te točke, kjer jo bomo upam, da tudi zaprli. Kar se pa tiče Nike Kovač in ostalih naših zaveznikov, sopotnikov na Levici, jaz sem odprt do kritike na levi in kritika na levi ni nič ni narobe s kritiko na levi. In glede položaja upokojencev bomo pripravili zagotovo posebno oddajo, ker je to tako pomembno področje, da ga ne moremo kar takole mimo grede omenjati, ampak bi mogoče eno stvar še razčistil gospod državni sekretar. To, kar je Nova Slovenija že prejšnji teden v bistvu očitala, da bodo po novem morali vsi študenti, espeji, kmetje in tisti na avtorskih in drugih pogodbah beležiti vsak svoj premik, odhod, prihod, WC, malica, tako naprej. A je kaj na tem, ali se glede tega karkoli spreminja s tem novim zakonom? Ja, v resnici se spreminja na bolje. V zakonu ni napisano, da bo mogel študent, samozaposlen ali kmet karkoli evidentirati. Dolžnost evidentiranja je na tistemu, ki je osebno vključen v organiziran proces delodajalca. Ta definicija je podobna definiciji elementov delovnega razmerja. Torej, tisti, ki je v delovnem razmerju, morda tudi v prikritem delovnem razmerju, pa mogoče dela koktele na SP-ju, tudi ta se bo mogel evidentirati. Ampak SP je formalno delodajalec sam sebi, ne? Formalno, ja, dobro veste, da imamo težavo s prikritimi delovnimi razmerji. Vkolikor študent ali SP deluje znotraj delovnega razmerja, torej deluje po nareku delodajalca z njegovimi sredstvi, v njegovih prostorih, v organiziranem delovnem procesu osebno opravlja delo, vkolikor so izkazani elementi delovnega razmerja, mora obveljati tudi obveza evidentiranja. To je analogna ureditev po celi delovni pravni zakonodaji. In tudi ni ideja Levice, ampak je strokovna ideja, ki ste jo podprli tudi v prejšnji vladi. Kot kaže, bomo sprejeli zakon, ki bo v praksi precej neizvedljiv in še vedno se bo dogajalo kršitve delovne pravne zakonodaje. Žal, treba je začeti pri samem izvoru, treba je povečati inšpekcijske službe. Zakaj imamo, ne vem, samo 53 inšpektorjev za delo zaposlenih? Nujno je treba povečati. En inšpektor ne more nadzirati slabih 4000 podjetij. Enostavno to ne gre.
Kakšen je tukaj kadrovski načrt? Ali načrtujete kakšne ukrepitve inšpektorata? Imate že kakšne številke konkretne? Da, načrtujemo ukrepitve inšpektorata. Vlada je tudi pri proračunu v kadrovskem načrtu načrtovala 20 kvot. Te zaposlitve so zdaj v teku, razpisi so zunaj. Res pa je, da je trenutno, kot tudi sami veste, na trgu oziroma v družbi malo kadra na voljo. Plače inšpektorjev so morda manj zanimive kot kakšne druge ponudbe v zasebnem sektorju, kot tukaj moramo še par korakov narediti, da bomo dejansko imeli ta pull efekt za inšpektorje. Smo pa dali 20 novih zaposlitev ven, razpisi so zunaj, ljudje se bodo prijavili. Jaz upam na najboljše, nimam pa neposrednega vpogleda v inšpektorat, ker je to samostojna inštitucija. Tudi jaz si želim vse najboljše, ampak spet si jamo kopljete. Sami ste zdaj povedali, da imajo inšpektori slabe plače. Z zakonom o dohodnini ste jim vlada Roberta Goloba te plače še zmanjšali. Zakonom o dohodnini se ne dviguje plač posameznim poklicni skupini. To ni namen zakona o dohodnini. Zakon o dohodnini vemo, da je prinašal višje neto izplačila zaradi višje splošne olajšave. Drži, ne? Ravno sedaj sem prišel sestanka na Ministrstvu za delo, kjer smo pogledali analizo učinka te veljavne dohodninske reforme na prejemke oseb in ugotavljamo, da ljudje z najnižjimi prejemki so te dohodninske reforme prejeli največ. Torej, nismo naredili situacije, kjer bi z odpustki za bogatejše družine prikrajšali državni proračun, ki potem financira vse od vrtcev do šol in tako naprej. Ne moremo hkrati zagovarjati nizkih davkov in zastonj vrtcev, kot si včasih NSI predstavlja. Ja, ampak pogledajte, kako ste kontradiktorni. Zdaj ste omenili, da tisti, ki ima najmanjšo plačo, da je najmanj dobil, tisti, ki ima najvišjo plačo, pa največ. Kakšne floskule. Ko ste pa imeli zdaj škarje in pa platno v rokah, ste pa upokojencem vsem dali 4,5%. Se pravi, tisti, ki ima najmeje, je dobil 16 evrov, Svetlana Makarovič je pa dobila par 100 evrov. Tako da je treba biti konsistenten pri vseh. Kdor misli, da ima levice škarja in platno v rokah, se moti. Ja, to pa verjetno nekako več pa. Dobro, bomo tu zaključili debato. Seveda bomo pozorno spremljali učinke tega zakona o evidencah, o katerem smo se danes pogovarjali, še malo o čem na okolje, ampak tudi to so pomembne teme. Spoštovana gosta, gospod Reberšek, gospod Juva, najlepša hvala, da ste prišla na N1. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse v zvezi s tem, kaj se spreminja na področju trga dela, sproti objavljamo na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.